Taki eventi, kot je bil New Limits event, terjajo kar nekaj obrabe na avtu. Evo, danes je čas za servis na ta črnem avtu. Menjalnik na tem avtu je 5-stopenjski ZF. To je menjalnik, ki ga najdeš v E36 z 2,8 litrskim motorjem, pa v M3 z 3 litrskim motorjem. Tak menjalnik vsebuje samo 1,5 litra olja. To pomeni, da je olje v bistvu samo do tega čepa in se maže tako, da ti zobniki žvrkljajo olje po celem menjalniku. Olja, glede na to, kako velika komponenta, je to zelo malo in je fino, da ga redno menjavaš. Serijsko so v teh menjalnikih tako imenovano MTF olje, ki je praktično ATF, ali pa kar diferencialno olje 75V90. Jaz uporabljam 75V90, ki ima GL5 standard. Pri menjavi si pa pomagam za flašo, ki ima to slamico. Zato, ker ni dosti prostora, da natožiš olje tu noter, si lahko pomaga za to flašo, ki jo v bistvu dvigneš, pa stisneš, da po tej slamici olje steče noter. In tako lahko vsakič, ko stisneš, v bistvu je pol litra not stisneš, tako da samo 3-krat stisneš flašo, oziroma 3-krat na novo nafilaš, da dobiš ta 1,5 litra olja v menjalnik. Zdaj, ko sem tudi pod avtom, je čas, da pogledam, kaj toliko pušča, zato ker je povsod motorno olje. In zgleda, da je to kombinacija tega, da pušča tukaj spodnji karter, pa nekje zgoraj zadaj. Kje točno, pa še nisem ugotovil. Tako da bo treba še nekaj čiščenja in pač ugotavljanja. Hkrati je treba poravnati še to toplotno zaščito, da ne bo drsala po tleh. Pri menjavi motornega olja pri avtih, ko imajo eksterni zračni oljni hladilnik, poleg tega, da spustiš olje iz karterja na ta glavnem čepu, spustiš olje tudi iz oljnega hladilnika. Tukaj je začel mastiti anafitting, kar pa ni nič tragičnega, ker ponavadi, ko je začel tako mastiti, ne spusti kar, da bi pač naenkrat odtrgalo cev. Se pa že vidi po vijolični barvi, da je ta anafitting dal skozi kar nekaj toplotnih ciklov in bo verjetno v kratkem za zamenjati. Pri oljnih hladilnikih je pomembno, da primeš tudi ta fitting na hladilniku s ključem in potem s tem ta drugim ključem otegneš nastavek. Zato, ker če se zategnjen nastavek oteguje samo na ta ključ, je šansa, da ta aluminijasti fitting odlomiš iz hladilnika. Za vse, ki imate radi anafittinge, železno oziroma jekleno orodje, te robove na anafittingih poškoduje. Zato pa pri nas na SkiShopu dobite aluminijast ključ, ki bo dosti lepše delal za temi anafittingi, brez da vse pošlesa. Čep na karterju zategnjen, spodnji anafitting tudi. Olje se toči v motor, ta čas je pa čas, da menjam še oljni filter. Ti japonski oljni filtri niso vložki, ampak so celotne kartuše. On ponavadi teče po celi šasiji, ko menjavaš olje, zato je fajn, da si nastaviš spodaj to posodo, da lovi to olje in da ne gre po tleh. Zato, da ulovim sam filter, sem si pa doma v kuhinji permanentno sposodo kar eno ponev, ki jo pač lahko dam blizu filtra in ko filter odšraufam, vržem direkt v ponev in tako naredim minimalno svinjarijo. Za razne predelave avtov, ki bojo pač videli dosti akcije na progi oziroma visokih obratov, vedno raje izberem filter, ki ima te luknje čim večje površine. To je recimo manofilter, ki ima luknjice okoli bistveno manjše kot pa ta blueprintov filter. Kljub temu, da je notranji fit te cevi, na katero se filter našraufa, enak, sem videl, da pri blueprintu je tlak pri hladnem zagonu motorja manjši kot pa pri manovem filtru. Površina teh luknjic, sodeč po mojem senzorju pritiska, pomaga pri manjšem tlaku olja ob zagonu. In ko je olje hladno, ko avto prvič žge zjutraj, ni potrebe, da pač nabije tlak olja na 8 barov ob zagonu. Še ena pomembna stvar pri teh kartušah je pa to, da jih nafilaš z oljem, preden ga vgradiš nazaj v avto. Ne pozabiti namazati gumice.
Zdaj, ko je avto že dvigen, je pa to tudi dobra šansa, da preverim, da ni nekih razpok v tem poliuretanskem harddisk globu, pa da tudi menjalniški nosilci izgledajo kar v redu. Ta desni se sicer nekoliko poseda, ampak po 3 letih oziroma 4. sezono na progi to ni nič takega. Skid plate so zaenkrat še cele, ni videti, da bi jih kje preribalo, so pa definitivno tu znaki, da avto dosti drsa po tleh. Del vzdrževanja je tudi čiščenje zračnega filtra. Ta avto uporablja perljive elemente, pač to so take penice, ki so narejene iz 3 različnih plasti. V bistvu jih lahko pereš in jo pač 1-2krat na leto operem in na novo namažem z takšnim šprejem za zračne filtre. To je pa zato, ker sama ta pena spusti skozi dosti enega prahu, tega pa nočeš v motorju. Evo, tu se lepo vidi, koliko svinjarije ta filter pobere na sebe. Znotraj je pa čist. On je pripravljen za pranje. Da bo treba to novo peno stišati v to hišje. Paziti moraš, da je luknja na sredini in da gre ta zunanja plast penice v rob ohišja. Na ta način si siguren, da pač dihta tudi po robu in da nikjer ne vleče svinjarije v motor. Tako izgleda 1, 2, 3 menjava zračnega filtra. Glavno še ena stvar, poleg tega, da bolj čekaš vse vitalne vijake na vzmetenju pred eventom, je tudi to, da probaš tele objemke na vodnih ceveh, ker one imajo neko tendenco, da so včasih kar otegnjene. In če lahko pritegneš tako za 180 stopinj, to je mogoče dobra preventiva, če leto viš to, kar je več kot 90 stopinj za pritegniti, že ni več dober občutek varnosti. A res? Crunchy fiberglass. Vrede, ne se prešča, ne stane. Vse, ki zanima, zakaj ta čreva leži v motornem prostoru, to je odušek menjalnika, zato ker ima menjalnik odušek, skozi katerega se oljni hlapi oziroma odvečen zrak pri raztezanju menjalniškega olja zrači v atmosfero. In ko mi pospešujemo, gre vse olje nazaj in pljuska skozi odušek. In če od menjalnika do motorja potegneš to cev, ta cev deluje kot en dolg odušek, kjer pač nič olja ne pljuska ven. In tako ne zgubljaš olja, brez da bi vedel, ker to se vse dogaja pod avtom in na progi dostikrat ni časa, da bi pač dvigoval avto in preveril. Torej, po takih eventih, kot so New Limits, dostikrat fašajo koloteki z notranje strani. Tukaj je štuhana notranja koža karoserije, zunanja koža karoserije in pa pač ta obroba, ki je nažalost narejena iz zelo tankega pleha. In je bilo treba to poškodovano kovino namazati z razkonverterjem, zdaj pa je čas, da te luknje zafilam za poliuretansko dihtmaso, zato da pač avto ne rjavi in da svinjarija ne leti v panele in se nabira v vogalih, kot je tu spodaj, ali pa v pragu. Zdaj, pod poliuretansko testilno maso je vedno treba namazati nek primer, v tem primeru je to razkonverter. Ne vem, kakva je logika, da nekateri mažijo bitumen pa diht maso direkt na golo kovino, ker noben od teh premazov nima antikorozijskih lastnosti. Evo, tako nekaj izgleda, ko je stvar zaščitena z maso. Često dobiš en sloj barve, lih toliko, da se zaprejo vse pore, ki jih nismo uspeli zapreti za to maso. In to bi mogli biti ok za par eventov. Kaj moraš narediti? V glavnem, podvoz je bilo večinoma ok, razen to, da je bila ena špurštanga kin, pač ona dobi luft, ona je tudi od muga, pa staga tak 2 trackdaya.
In je treba zdaj na novo optiko preveriti oziroma naštevati. To bo pa naredila s tvojo pomočjo. Upsa. No. Torej? To je najbolj luč. Kaj je luč? Ta avto je bil v času, ko je bil še na cesti, kar konkretno zaleten. Te petle skarsi se vidijo tukaj. Gremo malo bližje. Ja. Nekaj jih je pa tudi po glavni šasiji, ampak kljub temu, da je nekaj delov šasije malo zmečkane, je šalca približno na pravi poziciji in se zato da optiko simetrično narediti. Ker je bil pa avto zaleten do sem, se pa da optiko štela tu skozi. In to je pa dosti dobra stvar, ker hitro pride zraven. No, ne povej. Ugodna situacija. Ja, situacija je ugodna. Ja, dejno. To moram posneti, kako gledaš. Kako gledaš to zadevo. Tako učke na blizu. Mene nič ne bo. Poglej. Imaš ti ravno? Ja. Imam. To je to. No. To je to. No, da imaš tako dolge roke. Ja, sem primerjal, kako bo prav. Finishing touch. Definitivno za naslednjo leto iščem kakega partnerja v obliki ličarije, ki bo lahko to stvar malo boljše porihtal kot jo jaz. Ampak tako bi rekli Američani, to je bolj 30 feet car. Bam.